Spoštovani gostje, drage gostje, meni je neizmerno čast in veselje, da sem danes z vami tukaj. Še najmanj zaradi mene samega, čast mi je, zato ker vidim, sem lahko ponosen na to, koliko se nas je zbralo, ki delimo iste vrednote in ki se nameravamo boriti za iste cilje. Čast in veselje mi je tudi to, ker čutim to neizmerno energijo. Neizmerno energijo, da želimo delati v korist in za boljšo prihodnost naših otrok in za boljšo državo, v kateri želimo živeti. Verjamem, da bomo pri tem ravno zaradi tega, ker v to vstopamo iskreno in s pozitivno energijo, tudi lahko uspešni na dolgi rok. Časi, v katerih živimo zadnjih par let, so res negotovi. Po svoje so strašni, za marsikoga zelo. Najprej smo bili soočeni z zdravstveno krizo, ki je nismo poznali 100 let. V času covida se je vse nas naselil strah, negotovost. Najprej smo šteli okužene, potem smo začeli slediti okuženim, potem smo šteli mrtve, šla je karantena, zapirali smo se v lastne domove, zapirali smo se v lastne skrbi, kako bomo preživeli to novo situacijo. In zapirali smo se v lastne strahove, kaj je sploh resnica, kaj je sploh res. Na tej točki je nastopila sedanja vlada. V začetku smo živeli v iluziji, da bo mogoče celo operativna in da se bo uspešno spopadla z zdravstveno krizo. Ta iluzija je mogoče v Ljubljani trajala najmanj časa, na provinci, tam, kjer sem jaz doma, mogoče nekoliko dlje. A je bila hitro razblinjena. Prvi koraki sedanje vlade so bili spor s stroko. Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki bi moral biti temelj našega postopanja v borbi za zdravstveno krizo, je bil prvi žrtev političnih čistk. Takoj je sledilo tisto, kar poznamo potem še iz drugih področij. Najprej nepremišljenost in zbeganost, potem nedomišljeni ukrepi in na koncu popoln razpad sistema. Če smo se kaj naučili v tem času je, da se je covid kriza začela uporabljati kot krinka za lastne politične ambicije vladajoče elite. Začeli so se obdajati z ograjo, solzivcem in vodnim topom so pustošili po Ljubljani. Počeli so vse tisto, kar si resna vlada nikjer drugje na svetu ni privoščila. Namesto da bi iskali pomiritev med ljudmi in ljudi s konsenzom prepričevali, katera je najboljša pot v skupno dobro, so pač izvajali ukrepe, ki so spodbujali jezo, spodbujali so strah in razkol. Žal še nikoli nismo bili tako razdeljeni in tako razklani, kot smo v teh časih. Izključno zaradi tega, ker se politična kultura zrcali v tem. In to seveda ni naključno, ampak je načrtno. Nenazadnje, v tem istem obdobju smo se uspeli kot majhna država preko enega medija, ki se imenuje Twitter, pospeti v vse svetovne prestolnice. Sprli smo se z voditelji Združenih držav Amerike, sprli smo se s Kitajsko, sprli smo se z voditelji Evropske unije, skratka, Twitter doseže povsod. Do vseh je bil žal res neverjeten, sporočila malo manj, podobna tistim, ki bi si jih sami želeli in na kateri bi lahko bili ponosni. In ravno v teh dneh smo bili priča stoti ponovitvi protestov, ker civilna družba se je uprla. Civilna družba je bila prva, ki je rekla dovolj je take politike. Dovolj je politike, ki v resnici svoj strah pred lastnim ljudstvom skriva za besedami prezira. In ta prezir je tisti, ki me navdihuje, da vem, kako se bo ta zgodovinska lekcija končala.
vedno v zgodovini, ko je diktatura prešla točko, na kateri je začela jemati ljudem dostojanstvo, so se ljudje uprli. In tudi tokrat bo tako. Ker če obstaja ena stvar, ki si je nikoli človeštvo ni dovolilo vzeti v zgodovini, je bilo to človeško dostojanstvo. In ravno zaradi tega vem, da se bomo borili in si bomo tudi izborili svobodo. In tukaj prosim en aplavz, ker tle je bilo mišljeno. Odkar smo se pojavili na politični sceni, pa res je, nismo dolgi. Na sceni smo malo časa. Ampak ves čas v medijih poslušamo, kako je možno, da ljudje simpatizirajo z njimi in jih podpirajo, pa se niti programa nimajo. In to poslušamo res od prvega dne, ko smo ustanovili Gibanje Svoboda. No in danes z velikim veseljem povem, da program imamo še več. Baje, da ima ta program ima baje več kot 100 strani in zdaj si verjamem, da nimate namena, da jih berem, ne bom. Ampak imamo več. Mi ponujamo nov družbeni dogovor. Ponujamo nov družbeni pogovor, v kakšni družbi želimo živeti. Tak družbeni dogovor, ki nikogar ne bo pustil zadaj, ki bo poskrbel za najšibkejše in predvsem, ki bo kljuboval izzivom časa. Če nas je kaj zadnje obdobje naučilo, je, da ne moremo imeti načrta ali programa, ki je fiksen v prostoru in času. Svet se spreminja. Spreminja se neizmerno hitro in odzivnost in odpornost na te spremembe in te izzive je ključna, če hočemo kot družba prosperirati. Zato smo si zastavili ne samo program. Zastavili smo si dve stvari. Zastavili smo si vizijo, v kakšni državi želimo živeti leta 2030. In zastavili smo si popolnoma konkretne ukrepe in projekte, ki jih bomo začeli izvajati takoj. In to je ta razlika, če hočete dvotirnost, ki v resnici pove, da naš program ni namenjen temu, da ga zdaj tukaj berem 100 strani in da vas tem utrujam, ker je energija neizmerna in pozitivna, ampak je namenjen temu, da se je skozi program skalila ekipa. Sodelovalo je, kasneje boste slišali, velika množica strokovnjakov, nekateri znani, nekateri manj znani. Skalila se je ekipa, ki bo prevzela takojšnjo odgovornost za izvedbo programa. In to je tisto, kar me navdaja z upanjem in zaupanjem, da smo tukaj zato, da bomo nekaj izboljšali in nikakor ne zaradi lastnih koristi. Ker sam prihajam iz gospodarstva, ne mi tega zameriti, prosim lepo vsi ostali, se zavedam, da je edino ustvarjena vrednost tista, ki je lahko temelj za moderno socialno državo. Če ne bomo ustvarjali vrednosti, ne bomo imeli kaj deliti. Ne bomo mogli biti solidarni, ne bomo mogli biti socialno pravični. Zaradi tega je ključno, da se slovensko gospodarstvo preobrazi v moderno zeleno gospodarstvo, ki bo ostalo enako, kot je še do zdaj, ali pa moče celo bolj, vpeto v globalne tokove, zato da bo to pogoj, zato da bomo lahko ustvarili odprto, socialno pravično družbo, v kateri bomo živeli. Tako gospodarstvo lahko temelji edino na znanju in inovativnosti. Samo na ta način bomo uspeli doseči to, da bo tako gospodarstvo učinkovito in konkurenčno v svetovnem merilu. Vendar pa dobički ne smejo nastajati na račun okolja in ne bodo, in dobički ne smejo nastajati na račun bodočih generacij, naših otrok. Dolžni smo, da poskrbimo, da jim pustimo svet boljši, kot smo ga sami dobili, in ne obratno. In na tej točki je zelo jasno začrtana naša
usmeritev opustitve, popolne opustitve fosilnih goriv, usmeritve v učinkovito rabo energije, v obnovljive vire energije. Zagnali bomo več deset milijardni investicijski cikel v področje obnovljivih virov energije, področje trajnostne mobilnosti, v področje energetske samooskrbe in prehranske samozadostnosti, v zeleno preobrazbo industrije in kmetijstva. V bistvu imamo enkratno priložnost, da obrnemo krizo sebi v prid. Kajti, če se sedaj ne bomo zganili in se lotili teh izzivov zares celovito, bo čez 4 ali pa 8 let žal popolnoma prepozno. Tudi na področju gospodarstva, ne samo na področju civilne družbe in demokracije. In zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da samo z vztrajnim in doslednim investiranjem v zeleno in digitalno, dosledno in vztrajno, zeleno in digitalno, samo na ta način lahko dvignemo produktivnost. Zaposlenost imamo, ampak nam nič ne koristijo delovna mesta z nizko dodano vrednostjo. Mi moramo dvigniti produktivnost našega gospodarstva. Vsi poznamo demografske, žal podatke, vemo, da se staramo, vedno manj je zaposlenih, ki mora skrbeti za vedno večje število upokojencev. Edini način je višja produktivnost. Z obstoječo produktivnostjo te vrzeli nikoli ne moremo zapolniti. Po domače, nikoli ne bomo postali solidarna družba, če ne bomo predtem dvignili produktivnosti. In solidarna družba si želimo, da smo. Solidarna do mlajših, ki si v resnici želijo stabilnih, kreativnih delovnih mest, kateri bojo čutili poslanstvo in smisel teh delovnih mest. Želijo si vedeti, zakaj delajo in zakaj živijo. Želijo si živeti v svobodni državi, kjer sami odločajo o tem, kaj bojo počeli s svojim telesom. Ne, da jim mi to predpisujemo. Želijo si živeti v odprti državi, kjer je enakopravnost popolnoma jasna, neodvisno od tega, kakšnega spola si, kakšne vere ali rase. In želijo si živeti v državi, kjer jim bomo mi omogočili, da si bojo ustvarili dom in družino. In ne bojo od nas odvisni, ampak bojo lahko to naredili sami. Seveda z našo pomočjo, ampak ne odvisni od nas. In to je naša obveza in zaveza mlajšim generacijam. Vemo, kaj si želite, pri tem vam bomo pomagali, da se čim prej osamosvojite. Ker takrat, ko se bodo osamosvojili, takrat bomo lahko od njih pričakovali njihovo solidarnost do starejših generacij. Ker je to temelj za solidarnost do starejših generacij. Starejše generacije imajo na videz zelo preprosta pričakovanja. V bistvu si želijo varno in dostojno starost. Želijo si dostopno, dolgotrajno oskrbo, ampak hkrati si marsikdo želi tudi to, da bi še vedno lahko dajal nazaj družbi, v kateri živi. Želi si pravico do tega, da mentorira mlade. Želi si pravico do tega, da lahko še vedno po svojih močeh dela. In mi jim bomo to omogočili. Izključevanje starejše generacije po upokojitvi iz delovnega življenja je nedopustno. To bomo ukinili. Želi pa si, ne samo starejša, ampak tam so te potrebe največje, si želijo pa si tudi dostopno javno zdravje, javno zdravstvo. In ravno na področju zdravstva, ravno to področje je bilo v zadnjih 2 letih v resnici najbolj v središču naše pozornosti. Zaradi žal krize, ampak pred našimi očmi se je dogajal razpad sistema. Ne glede na to, da je večina zdravstvenega osebja pregorevala, se razdajala do nemoglosti, delala v nemogočih pogojih, nam je sistem v zdravstveni krizi žal razpadel. Čakalnih vrst tudi beležimo največ, ker so že tako dolge, da je škoda časa. Več kot 100.000 Slovencev in Slovenk, državljank in državljanov, nima dostopa do osebnega zdravnika. Nima se na koga obrniti, ko začuti, da nekaj s telesom ne gre več.
In korupcija in zlorabe so žal dosegle neslutene višave ravno v tem obdobju. Zato bo reforma na področju zdravstva ena glavnih, če ne glavnih projektov in bo korenita in celovita, ker nimamo več druge priložnosti. Ali bomo zdravstvo postavili na noge sedaj, ali pa bomo izgubili javni sistem zdravja. Ampak vam povem po pravici, zakaj grem tako hitro, ker nimam kozarca vode in pol se mi bojo sušila usta prej. Ampak seveda ne bomo bremena za reformo preložili na obstoječ sistem, ker to ne deluje. Zato imamo tudi zelo konkretne korake, ki jih bomo začeli izvajati. V zdravstvo bomo v naslednjih 18 mesecih investirali dodatnih 500 milijonov evrov, ker vemo, da je ta investicija nujna, če hočemo zagnati reformo. Brez teh sredstev reforme ne moremo zagnati. V zdravstvu bomo podprli program duševnega zdravja. Ta program se je ravno pri izhodu iz covida in mlade generacije so bile žal izjemno prizadete. Hvala. Ne se bati, ne bom podaljšal govora, samo zaradi tega. Ravno mlade generacije so bile v covidu, znotraj covida najbolj prizadete na tem področju in programa ni. Danes ne moreš priti do javnega psihiatra. Ne obstaja. Mislim, čakaš 12 mesecev, super. In zato bomo zagnali investicijo tudi v ta sektor z namenom, da podpremo mlade generacije. Saj niso bile one tiste, ki so se spomnili, da morajo biti zaprte doma. S svojimi strahovi in s svojimi skrbi in ven iz šol in ven iz svojih socialnih omrežij. In hkrati bomo ravno s tem, ko bomo zdravstvo podprli, lahko dosegli tudi to, da bomo se za bodočo, upam, da do tega vala nikoli ne pride, ampak za jesenski val covida pripravili vnaprej. Pred nami je poletje ne smemo zamuditi. Mi se moramo v tem času pripraviti moramo dovolj veliko število bolniških postelj za namen, če se epidemija vrne. Pa vsi verjamemo, da je zdaj omikron neke vrste naravno cepivo in da upamo, da bo to zdržalo in da ne bo do tega vala prišlo. Poleg teh treh glavnih programskih področij, ki jih zagovarjamo že ves čas, pa obstaja še eno področje demokracije in svobodnih medijev, ki je ravno tako potrebno korenite spremembe. In v sodelovanju s civilno družbo, ki ima vse moje spoštovanje, ne samo za trud, ampak tudi za predanost temu cilju, v sodelovanju s civilno družbo, bomo podprli njihove sistemske zakone in sistemske ukrepe, ki jih pripravljajo, zato da se v Slovenijo končno spet vrne vladavina prava, demokracija in svoboda medijev. Ta del je ključen. Ta del je ključen, če želimo biti na svojo državo ponosni, če želimo vrniti ugled naši državi, ne samo doma, tudi v svetu, in če želimo s ponosom reči, ja, mi smo iz Slovenije in smo na to ponosni. In čisto za konec, ko vas zdaj pogledam, ne samo zato, ko mi ploskate, ampak ker čutim energijo, sem prepričan, da nam bo vse to tudi uspelo. Res sem prepričan in veste zakaj? Ker smo mi ljudstvo. Ker mi nismo nobena politična elita. Ker smo zbrani iz vseh vetrov, iz vseh podsistemov. In ker nihče od nas ni v tem zaradi svoje karierne priložnosti ali pa celo še kakšnih slabših namenov. Ker smo mi tiha večina, ki je rekla, dosti imamo. In ker smo mi ker smo mi glasna večina, ki se bo borila za svobodo,
do zmage, do končne zmage. Čas je za svobodo.